Spoštovane in spoštovani, čas brezskrbnih poletnih dopustov in potovanj predstavlja obdobje, ko so še posebej mladi izpostavljeni nevarnostim spolno prenosljivih bolezni, tudi virusu HIV. Na tokratni okrogli mizi, ki smo jo pripravili v STA klubu Slovenske tiskovne agencije, bomo spregovorili danes predvsem o preventivnih ukrepih pri preprečevanju širjenja okužb z virusom HIV. Spregovorili bomo o testiranju, o pravočasnem odkrivanju bolezni, o zdravljenju in o težavah, s katerimi se soočajo oboleli z virusom HIV v vsakdanjem življenju. V današnjem pogovoru bodo sodelovali profesor dr. Janez Tomažič, infekcijska klinika UKC Ljubljana, lepo pozdravljeni. Z nami bo dr. Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje, lep dober dan želim. Mitja Čošič, Legebitra, Mitja dober dan, in pa magister Jaka Erker, ravnatelj gimnazije Šentvid. Dober dan želim. Poglejmo najprej in se ozrimo na statistiko. Vsak dan se na novo s HIV okuži okoli 7000 ljudi, zaradi AIDS-a je do sedaj umrlo 30 milijonov, okuženih pa jih je 34 milijonov ljudi. Kako je s tem v Sloveniji? V zadnjih 6 letih število novih diagnoz okužb s HIV se je gibalo med 44 in 55, lani pa je bilo prijavljenih rekordno število novih okužb. Delež novih diagnoz okužb s HIV je nesorazmerno visok med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Poglejmo najprej in se ozrimo, dr. Leskovšek, kakšni so trendi na področju okužb HIV-a v Sloveniji in v svetu in kako je z okužbami, če pogledava na starostne skupine. Dober dan ponovno vsem skupaj. Glede HIV-a, kot je bilo rečeno, je bilo lansko leto največ, to se pravi 56 na novo odkritih do 22. novembra, ko je bilo narejeno nacionalno poročilo. Od tega kar 10 v populaciji, ki nosi največje breme, to je, oziroma 46 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, in samo 2 ženski. 2 moška sta imela tvegan spolni nezaščiten odnos v visokoprevalenčnih državah, 2 sicer heteroseksualni spolni odnos. Zdaj, če gledamo, v Sloveniji imamo trenutno, pač kot rečeno, skupino, ki je najbolj izpostavljena tveganju, vendar bi rada opozorila, da morajo preventivna prizadevanja biti usmerjena v vso populacijo oziroma v mlade, kajti ta trend se lahko zelo hitro spremeni. Tako kot je rečeno, ste povedali statistiko, s katero razpolaga Svetovna zdravstvena organizacija. Do zdaj je bilo okuženih že 70 milijonov ljudi. In zanimivo, od teh približno 36 milijonov okuženih v lanskem letu, jih je kar polovica žensk, ki so zelo mlade. Umrlo jih je približno milijon v lanskem letu, globalno gledano, 2 milijona se je na novo okužilo. Najbolj ogrožena globalno gledano je podsaharska Afrika še vedno, torej predvidevamo, da gre za heteroseksualne nezaščitene stike. So pa skupine, ki so najbolj izpostavljene tveganju oziroma ranljive, prav globalno spet gledano moški, ki imajo spolne odnose z moškami, potem ljudje, ki so zaprti v zaporih oziroma v drugih zaprtih inštitucijah, uživalci drog in transspolne osebe. Ampak kot rečeno, spet globalno gledano, večino na novo okuženih je mladih, tako da hvala za pobudo in vaš dogodek, ker se mi zdi, da osveščanje je vedno na mestu, še zlasti v tem letnem času. Zdaj, glede spola smo povedali, da je večina okuženih moških. V nacionalnem poročilu se je leta nazaj spremljalo tudi po starostnih skupinah oziroma po regijah. Rekla bi pa, da število okuženih ne odslikava realne slike, je v bistvu bolj posledica število ljudi, ki se pridejo testirati,
Tukaj, ko govorimo o HIV-u, moramo seveda govoriti v kontekstu vseh spolno prenosnih bolezni in spet, če jih je bilo v lanskem letu prijavljenih 1113, se mi zdi, je to samo lahko vrh ledene gore. Skratka, najbrž bomo veliko govorili o preventivi, o kondomi, tako da bi jaz kar predala besedo naprej. Doktor Tomažič, na infekcijsko kliniko pride veliko mladih, prestrašenih testirati na okužbo HIV. Kakšne so njihove zgodbe? A mogoče kdaj občutite navale teh testiranj po kakšnem večjem javnem dogodku, v kakšnem letnem času? Torej, vsi lepo pozdravljeni. Res je, večina jih pride prestrašenih, nekateri tudi ekstremno prestrašeni. Torej, vsako leto imamo kakšen procent, 2, ki so tako prestrašeni, da je pravzaprav ne moramo umiriti, ampak o teh ne bom govoril, ker se včasih konča ta prestrašenost celo pri psihologu ali pa psihiatru. Torej, večina, bom rekel, jih je adekvatno prestrašenih zaradi pač tveganega obnašanja in moram tukaj žal priznati, da je ta prestrašenost najboljša preventiva, seveda, če ni že prepozno. Torej, takrat premišljujejo o vsem, kaj se je zgodilo v svoji bodočnosti, če bojo okuženi in seveda čakajo tudi na izvid kar nekaj dni in to je obdobje, ko nekako ta preventiva za naprej najbolj deluje. Zdaj, kakšne so zgodbe? Nekje, mi imamo to ambulanto v ponedeljkih, jo bomo tudi ukrepili, trenutno nekaj prenavljamo na kliniki, smo jo že ukrepili v 2 ambulanti, ampak trenutno pač nekaj prenavljamo, jeseni pa bomo to ambulanto spet okrepili. Torej, kakšne so zgodbe? Nekje 10-15% pride moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Želimo si seveda, da bi teh bilo še veliko več, ker je to glavna naša skupina v Sloveniji, glavna, bi rekel, struktura naše epidemije. Torej, na drugem mestu so taki, ki prihajajo zaradi odnosov v tujini, kjer so nekako lažno anonimni, si več upajo. Seveda je posredi je dopust, so tudi alkohol, lahko tudi druge rekreacijske droge in potem naenkrat pride do te streznitve in vprašanje, kaj pa je HIV oziroma ostale spolno prenosljive okužbe. Potem so seveda heteroseksualni odnosi, to pridejo pravzaprav večina z heteroseksualnimi odnosi, pravzaprav v Sloveniji je relativno majhna nevarnost, ampak preden, na primer, skleneta 2 hetero na novo vezo, pridejo se testirati ali kaj podobnega. Skratka, kdaj so te navali večji? Vsekakor takrat, ko več o tem govorimo. Najpogosteje je to okrog 1. decembra, ko je svetovni dan AIDS-a in potem tudi v novembru in decembru imamo povečano frekvenco testiranja in tudi odkrijemo več, podatke smo imeli za lansko leto do novembra oziroma do novembra 2016. Ni še dokončnega poročila NIJZ, ampak potem, kar mi prijavljamo oziroma dobimo podatke iz Mikrobiološkega inštituta, iz cele Slovenije, je lanska številka bila preko 60, kar nas je nekoliko presenetilo, ker, kot ste vi navedla, smo imeli nekje med 40 in 50, dobro, leta 2011 je bilo 55, ampak je bilo spet en sam vrh. Tudi letos kaže, da bo nekje številka okrog 50, do danes jih je 25 na novo odkritih okuženih in večina so to moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Kadar nagovarjamo celo prebivalstvo preventivno, je seveda ne smemo izvzeti te skupine tveganja, ker v bistvu vsake se tvegano obnaša, tudi če je v heteroseksualni skupini ali pa, to je pa zelo pomembno, če ima partnerja iz teh skupin tveganja, torej reče, jaz nisem v skupini tveganja, pa sem se okužil. To za ženske velja predvsem, če imajo biseksualne partnerje, za moške velja seveda deloma prostitucija, deloma, če je oseba, ki si inicira droge, kjer je večja verjetnost, čeprav imamo teh oseb zelo malo. Skratka, vedno nagovarjamo celo prebivalstvo in kot se bomo danes pogovarjali, danes nagovarjamo predvsem mlade, o katerem bomo še spregovorili. Hvala lepa. Gospod Čosić,
Tudi Legebitra izvaja testiranja. Kakšna so pa vaša opažanja glede povpraševanja po testiranju? Tudi pri vas opažate navale po večjih recimo javnih dogodkih, prireditvah oziroma glede na letne čase pride kaj več kandidatov za teste, pa ali so po vašem mnenju mladi dovolj ozaveščeni o možnosti okužbe s HIV-om in o tem, kakšna je preventiva, če se dotaknemo mladih? Ja, res je, mi od leta 2009 izvajamo testiranje v skupnosti, v sodelovanju s Kliniko za infekcijske bolezni in pa Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo. V naši oziroma v skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, si prizadevamo, da bi ljudi nekako navadili, da se testirajo redno. Torej, da ni nekih špic, ampak da pridejo na 3, na 6 mesecev na redno kontrolo, to je del rutinske skrbi za zdravje, tako da tudi, če slučajno ljudje, če se s čim okužijo, potem tudi jih usmerimo naprej na zdravljenje. So pa seveda obdobja, ko je testov vseeno več, to je pa ravno tako okoli 1. decembra, recimo potem po novoletnih praznikih, ko ljudje potujejo, svetujemo, počakajte 6 tednov, pridite na test, pred poletjem, po poletju, torej nekako 4 bolj izrazita obdobja so, ko imamo več testov. Ampak delamo pa čez celo leto in res ljudmi smo nekako navadili, da pridejo redno, tudi na 3 mesece, na 6 mesecev. Redna kontrola, to je najbolj pomembno, poleg seveda varnejše spolnosti. Zdaj, kar se osveščenosti tiče, MSM so ključna populacija z višjim tveganjem za prenos okužbe v Sloveniji, mi najbolj delujemo v tej skupini. Kar se tiče splošne populacije, še posebej mladih, tudi ti se obračajo na nas, opažam, da ni osveščenost tako zelo dobra. Zdaj, kaj je razlog? Mogoče pomanjkljiva oziroma ni sistematično urejena spolna vzgoja v šolah, velikih preventivnih kampanj iz 90-ih let ni več, kot so bile včasih. Seveda so bili tisto tudi drugačni časi, brez zdravil, brez učinkovite terapije. In pa stigma. Stigma veliko pripomore. Ljudje, to je nekaj, kar se ljudi ne tiče, kar mislijo, da ne morejo dobiti, da dobijo lahko samo neke marginalne skupine, s katerimi se oni ne identificirajo in potem enostavno jih to ne zanima. No? Dokler mogoče ne pridejo v situacijo, ko se ustrašijo, da so bili izpostavljeni, takrat pa jih ravno ta slaba osveščenost tudi potem pahne v precejšno stisko. Dotaknili ste se izobraževalnega sistema in bomo predali kar mikrofon naprej. Gospod Erker, varna spolnost, HIV preventiva, je na kakšen način to vključeno v izobraževalni sistem? Kako s to tematiko podajate mladim na vaši šoli? Torej, lepo pozdravljeni. Vzgoja, nekako, ki je del izobraževanja, tudi pravzaprav na gimnazijah in srednjih šolah, seveda začne v 1. letniku in bodimo iskreni, naši dijaki so stari od 15 do 18, 19 in seveda so pristopi različni. Najprej, kar se tiče samega izobraževalnega sistema, se relativno slabo odziva na takšne, ne samo probleme, kot je HIV, ampak tudi na kakšne druge družbene probleme. Je pa seveda resnično, da v 2. letniku gimnazijskega programa pri biologiji, ki je kljub vsemu seveda poglavje virusi, no in prav te dni sem se zdaj pozanimal, ker sam nisem biolog, dejansko se takrat seveda posvetijo temu poglavju, bi rekel tako, širše, pa vendarle se dotaknejo tudi teh virusov, o katerih se pogovarjamo danes, torej virusa HIV. In v tistem času, v tistih nekaj urah, seveda dijakom, kljub vsemu tudi iz tega recimo biološkega, da ne rečem znanstvenega stališča pojasnijo, kaj in v čem je pravzaprav problem. Kljub vsemu pa je lahko 2. letnik že mogoče malo pozen, vsaj za to začetno ozaveščanje. Slabo je po moje, tako kot je bilo rečeno, pokrita neka spolna vzgoja, ne samo v osnovnih, tudi v srednjih šolah. No, zato smo se že pred leti odločili, da vključimo te vsebine v eno, mislim, da je celo posebnost, vsaj sam ne poznam podobne situacije. Namreč na naši šoli imamo enkrat letno dan zdrave šole, rečemo temu dogodku, ko se skozi en dan zvrstijo različne delavnice. Čeprav naslov nosi zdravje v sebi, pa ne gre samo za tisto fizično zdravje, ampak pravzaprav tudi za vse drugačne oblike zdravja, recimo tudi razmislek o zdravi prihodnosti, karierni odločitvi in tako naprej. Ampak v 1. letniku je ta dan zdrave šole pa na nek način dirigiran in posvečen točno tej vzgoji, o kateri se pogovarjamo danes. Torej vsi dijaki 1. letnika se morajo udeležiti delavnice o AIDS-u, o nevarnosti teh okužb.
No, na drugi strani potem kasneje še o nevarnostih interneta. Pa vendarle skozi to delavnico, jaz mislim, da dobijo kar dobro informacijo vsaj v tistem 15-letnem obdobju, torej za nekega 15-letnika, ki ga taka delavnica doleti. Delavnico izvajajo študenti medicine, tako da moram reči, da imamo zelo dobre povezave na tem delu in kljub vsemu seveda tudi zelo dobro izkušnjo z njimi. Mogoče tisto, kar je zanimivo, spet pred leti, ko je ta ideja se rojevala, je bila seveda dilema, ali smo profesorji, razredniki naprimer, prisotni na teh delavnicah ali ne. Odločili smo se, da ne. Dijaki se na ta način lažje sprostijo, študenti so tudi jim po letih bližje, pa kljub vsemu so to vseeno tuji ljudje in je seveda kakšno vprašanje, ki bi morda v enem domačem okolju bilo z zadržkom izrečeno v taki situaciji majčkeno lažje. Tako da imamo zelo lepo izkušnjo, kar se tiče teh delavnic. Seveda ne toliko strani dijakov, ker z njimi kasneje seveda ne razčiščujemo, kaj se je dogajalo, ampak strani teh izvajalcev pa povedo lep odziv. Pa pogrešajo mladi informacije o tem, kakšen občutek ste dobili? Torej, mislim, da so dijaki, spet je bilo to že rečeno, zelo slabo ozaveščeni in zelo slabo tudi na nek način obveščeni. Tako da tisto, kar sam ugotavljam, je podobno, kot bi skoraj rekel pri vseh ostalih življenjskih zadevah, da morajo te informacije biti pogoste, da se jih ne smemo naveličati in tisto, česar smo v šoli navajeni, da seveda z vsako novo generacijo pridejo spet popolnoma neizkušeni, neizobraženi, nevedni in je treba seveda te zadeve ponavljati. Ne gre imeti občutek, zdaj smo pa že vse to povedali, seveda smo povedali, ne? Tistim, ki so odšli v 4. letniku, vedo vse, kar smo jim lahko povedali. Ampak tisti, ki prihajajo, pa to informacijo znova in znova rabijo. In se tudi sami zavedamo, da ta dan zdrave šole v 1. letniku, ki je temu posvečen, ne odigra seveda še absolutne vloge. To je samo prvi kamenček, ki pa je na nek način formaliziran in recimo zajame vso populacijo. Doktor Leskovšek, kako pa se spreminjajo spolne navade mladih? Pa kakšna je vloga drog v tem trenutku pri rizičnem vedenju, predvsem pri spolnih navadah mladih? Prejle smo se na začetku pogovarjali o aplikacijah, ki obstajajo na tematiko priložnostnega seksa, recimo. Ja, jaz bi rada povedala sploh rezultate, bi povzela raziskav, številne so bile na tem področju narejene. Za eno generacijo se je medijana, to se pravi, ko ima večina mladih prvi spolni odnos, zmanjšala približno za 1 leto. Spet, ko mlade vprašujemo, je tema spolnost stvar, ki jih najbolj zanima. Kot rečeno, še vedno nimamo spolne vzgoje v šoli, in mladi navajajo, da če bi imeli več informacij, če bi imeli večjo možnost dostopa do teh korektnih strokovnih informacij, bi se za ta prvi spolni odnos, ki je lahko tvegan, odločili kasneje in z drugim partnerjem. Kajti tukaj opažamo tudi velik pritisk sovrstnikov. Ko mladi ne dobijo informacij, želijo si na prvem mestu informacijo od staršev in šole, iščejo druge informacije, to so vedno bolj seveda elektronski mediji, po drugi strani pa sovrstniki in pritisk sovrstnikov je v glavnem v smislu, da večina misli, da je večina že imela spolni odnos in na nek način se odločajo za ta korak, ko so še nepripravljeni v okolju strahu, različnih tveganj in mlada dekleta se seveda najbolj bojijo neželjene nosečnosti, kar je seveda tudi povezano z neželjenimi nosečnosti lahko pri mladih, fantje pa bolj spolno prenosne bolezni. In zdaj, ko spet mlade vprašujemo o vedenju o spolno prenosnih bolezni, večina pozna HIV, AIDS prenose, medtem ko vedenje o drugih spolnih prenosnih bolezni je pa v bistvu izpod vsake kritike. Zdaj na srečo imamo velike kampanje za promocijo in uporabo kondoma, ki pokriva tudi preventivo drugih spolno prenosnih bolezni. Ampak dejstvo je, da tukaj, kot rečeno, pogrešamo sistemski pristop in korektno informiranost ze strani stroke, kajti kot vemo, dogaja se to, da so mladi prestrašeni, da so popolnoma dezinformirani, neinformirani oziroma dobivajo informacijo o spolnosti od medijev, ki lahko to sliko v bistvu zelo iznakažejo.
S tem so povezani razni strahovi, potem je s tem povezana tudi prostitucija, predvsem pa, kot rečeno, imamo veliko raznih že aplikacij, ki povečajo dostopnost do priložnostnega seksa in povezavi z recimo s tem eksperimentalnim obdobjem mladih, ki je seveda tudi povezano z uživanjem alkohola in drugih dovoljenih in nedovoljenih substanc, se zmanjšajo zavore in se s tem poveča tveganje za vsa ta tveganja prenosa spolno prenosnih bolezni. Bi pa rada seveda omenila tukaj, da ne gre samo za biološke grožnje, ampak da je spolnost povezana neposredno z duševnim zdravjem in da se lahko to tudi kaže kasneje v nekih motnjah na področju duševnega zdravja, recimo tudi kasneje pri navezovanju partnerskih odnosov in tako naprej. Skratka, v zelo širokem kontekstu je to zelo pomembno področje ne samo mladih, ampak celotne populacije. Rekli ste, da se je znižala starost za 1 leto prvega spolnega odnosa pri katerem letu smo trenutno? Mislim, da od 85 ena generacija, ko so delali raziskavo. Ampak v bistvu imamo tukaj en velik paradoks. Nimamo spolne vzgoje, o tem se premalo govori v medijih. Mladi imajo prej spolne odnose, ampak istočasno pa opažamo, da so bolj odgovorni. Kljub temu, uporaba kondoma je po različnih raziskavah približno 75%. Na začetku, skratka, na začetku spolne kariere, potem pa drastično pada, ko imajo recimo neke stalne spolne partnerje, ko uporabljajo kontracepcijo, ampak kontracepcija ne ščiti pred spolno prenosnimi boleznimi. In tudi paradoks je v tem, da mladim je motiv za spolnost, za spolni stik seveda ljubezen, ampak ponavadi se ta prvi spolni odnos zgodi v nekih kaotičnih situacijah pod pritiskom. Ni to tako, kot je zaželjeno, da prideta oba dva na svet, se zaščitite in tako naprej. In kot rečeno, mladi govorijo, da bi bilo vse drugače, če bi bili bolj osveščeni. Z pojavo vseh teh aplikacij, predvsem pa uporabo vedno novih drog, ki so na tržišču in v bistvu uradna medicina oziroma zakonodaja jih niti ne uspe dosti hitro registrirati kot ilegalne. Jih eksperimentirajo, jih uporabljajo, med drugimi tudi ta zloglasni chemsex, ki pa absolutno seveda poveča tveganje. Kje smo zdaj pri povprečni starosti prvega spolnega odnosa? V Sloveniji je to 17,5 let. Doktor Tomažič, kako naj posameznik ukrepa, ko pride do rizičnega spolnega odnosa? Seveda obstaja ta strah, na koga se najprej obrnejo in kaj sledi, če je diagnoza HIV pozitiven? Torej, seveda je najboljše, da se sploh ne okužijo in takele kampanje in takele pogovori in informiranost naj bi šla v smer, da seveda do okužbe naj ne bi prišlo, ker vemo, da je preventiva boljša kot kurativa. Če se že zgodi tvegan odnos, potem, če kdorkoli pomisli, da bi se lahko okužil zaradi svojega kakršnega koli že obnašanja, je seveda najboljše, da se testira. Torej, testiranje, če govorimo strogo o HIV okužbi, je v bistvu testiranje najboljši, torej preventivni ukrep, ki ima največji učinek v družbi. Seveda mi govorimo že desetletja o kondomu, poznavanju partnerja, kondom, lubrikant, ne preveč partnerjev, ne prezgodaj in tako naprej. Ampak če se mi malo primerjamo z naprimer Veliko Britanijo, tudi pri njih številke rastejo predvsem v skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, tudi v celem zahodnem svetu. In če se mi primerjamo in pogledamo podatke od Legebitre, te, ki so moški, ki so v največji skupini tveganja, v kakšnem deležu uporabljajo kondom, je to nekje blizu 50%. Če pogledamo na zahodni svet, je to 90% ne uporabljajo kondoma. Torej, neuporaba kondoma, predvsem v tej ključni skupini je, bi rekel, dnevni standard.
Zato so Angleži, seveda, ki so praktični in imajo tudi dobro, bi rekel, na drugi strani politično kulturo, če jim nekaj rečeš, potem tudi to delajo. Torej oni imajo te centre za testiranje izredno razvite, si sploh ne moramo predstavljati. To na Dean Streetu zgleda kot galerija. Greš v eno galerijo in v 20 minutah ti je vse jasno, kako je z okužbo. Skratka, imamo različne, vemo, da imamo kombinirano zdravljenje. Več zdravil in je to učinkovito. Na začetku smo imeli samo kondom, poznavanje partnerja. Danes vemo, da je kombinirana preventiva, ki so se jo zmislili zato, ker ta osnovna ABC preventiva žal ni delovala, čeprav je najbolj enostavna, ampak enostavne stvari je najtežje spreminjati. Torej med temi ukrepi je na prvem mestu seveda testiranje. Testiranje in potem rečejo test and treat, torej testiranje in zdravi. Zdravi vse. Kdor pride okužen, danes zdravimo. Včasih smo čakali, da se je imunski sistem padel po določeno mejo. Danes zdravimo vse. Potem imamo še druge ukrepe post-exposure profilaksa, torej zaščita po izpostavitvi. In danes tudi zaščita pred izpostavitvijo. Predvsem v skupini pri nas, pa tudi v zahodnem svetu moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki se obnašajo dokaj tvegano, ki so že imeli spolno prenosljivo okužbo, ki so že prakticirali post-exposure profilakso, ki uporabljajo te droge. Seveda se vedno vprašamo, zakaj to je. Moralne obsodbe so popolnoma neumestne in nič ne naredijo. Da rečeš, zakaj pa to delate, zakaj pa družba to tolerira. Treba je najti vzroke. Vzroki so pa zelo različni in hitro pridemo potem do družine in do vzgoje v osnovni šoli, gimnaziji, kjer je že pravzaprav malo pozno. Skratka, če nekdo, da grem spet na vaše vprašanje, ker sem malo zašel, če nekdo pač pomisli, da bi se testiral, naj se testira. Ker lahko najdeš potem 10 razlogov, da tega ne boš naredil in seveda, kaj se zgodi potem, teoretično rečemo, da se je ta oseba okužila, najdla, ne vem, 50 razlogov, da se ne testira, odkrili ga bomo pozno, ker pri nas smo tako povprečje kot Evropa. 50% jih ugotovimo, ki imajo že zelo načet imunski sistem. 20% jih ugotovimo, ki imajo že AIDS. Skratka, ni za čakati, ker s tem narediš škodo sebi, boš imel slabšo kvaliteto življenja, krajšo pričakovano življenjsko dobo in širil boš okužbo, okužil boš druge. Torej, zato še enkrat rečem, pomisliš, da bi se lahko okužil, se pojdi testirati. In kaj še zelo pomembno? Nagovori tudi osebo, ki je potencialna, da si se od nje okužil, še posebej, če se ugotovi, da si pozitiven. Treba je iskati osebe, ki so izvor okužbe. Ker v Sloveniji imamo trenutno nekaj 600 oseb, ki jih poznamo. Predvidevamo, da jih je 230, 200 do 300, ki jih ne poznamo. In te so gonilna sila epidemije. In vsako leto, ki jih prije, ne vem, 50-60 novih, bi bilo seveda zelo zaželjeno in to mi zelo, bi rekel, tudi skušamo dopovedati, da se tudi seznani osebe izvor okužbe in da se pridejo te testirati. Ker ta skupina je zelo dinamična, neki prestopajo v skupino, ki že vemo za okužbo, pojavljajo se novi, ampak nekje 200-300 jih je verjetno, ki za svojo okužbo ne vejo in te so izvor okužbe. Skratka, 3 ukrepi preventivni so najpomembnejši, to je testiranje, testiranje in testiranje. In zato smo mi že leta 2008 zainteresirali družinske zdravnike, spremenila se je drobno zakonodaja, tako da to ne gre iz njihovega budžeta, ampak iz ZZZS-ja. Testiranje, ogromno predavanj, pisali smo na to temo, seveda zainteresirali smo tudi zdravnike, ki se ukvarjajo s šolsko medicino, za študenti, na urgencah. Skratka, to testiranje ni več tako posvečeno samo na infekcijski kliniki, na zavodu za transfuzijo, na območnih enotah NIJZ-ja in tako naprej. Testiranje smo, tako kot je rekel tudi svetovni trend, skušali prikazati kot nekaj, kar je treba početi. In že gospod Čosič je povedal, predvsem za to skupino, ki se najbolj tvegano obnaša, ni dovolj samo eno testiranje, kot naprimer za take, ki pridejo v našo ambulanto, pa so bili, ne vem, v Španiji, pa so imeli kakšen tvegan odnos, pa se potem testirajo. Za to skupino
govorim predvsem to ključno skupino, je pomembno, da se testirajo res, nekateri vsake 3 mesece, nekateri vsake 6 mesecev. Skratka, potrebno je to testiranje in pa tudi partner notification, skratka, pripeljati tudi partnerja. Kako pa ta stigma okuženosti s HIV-om vpliva na starše, na celotno družino, na mladega? Pogosto starši ne vejo, tudi tako močna je stigma. Tako močna je stigma, da se ne upajo povedati nikomur. Ker čim razširijo ta krog ljudi, ki vejo za okužbo posameznika, je ta oseba ogrožena. Ogrožena socialno. Socialna smrt pa vemo, da je danes ključna zadeva. Fizične smrti ni več, ampak stigma je ostala enaka. Zakaj? Zaradi neinformiranosti prebivalstva, in to vedno poudarjamo, danes ni nobenega razloga, da bi osebo okuženo s HIV stigmatizirali in diskriminirali. Nobenega razloga, ker vse te osebe zdravimo. Te osebe so najmanj, bi rekel, škodljive za družbo ali pa izvor okužbe. In zato skušamo vedno, kad nagovarjamo prebivalstvo, povedati, nobenega razloga, če veste, da je oseba HIV pozitivna, seveda, če je pod nadzorom in ti, ki so pozitivne, jih je več kot 95% pod našim nadzorom in se tudi zdravijo in so praktično nekužne, z socialnimi stiki pa sploh. Ne? In v zdravstvu še vedno stigmatizirajo te osebe. In jaz vedno rečem, v družbi nepotrebno, jih slabo informiramo, naša krivda, v zdravstvu, če še stigmatizirajo HIV pozitivnega bolnika, ki ga poznajo in mi napišemo na napotnico, da se zdravi, da ima nezaznaven virus, da je malo okužen. Številni zobozdravniki še vedno jih naročajo v petek ob 12 ali pa zaostrijo doktrino, da jim zdravijo zob šele čez 2 meseca in podobno take, pa rečem, je treba ponovno poslati na medicinsko fakulteto. Skratka, danes stigmatizirati osebe, za katere vejo, da so okužene, drugače jih ne moreš, ker ne veš, da so okužene, je res popolnoma nepotrebno. Stigma je pa še vedno najhujša zadeva za te osebe. 90% problemov imajo zaradi stigme in sama stigma, tudi teh 200-300 oseb, ki ne vejo za svojo okužbo, se zaradi stigme ne pride testirati. Lansko leto smo imeli, letos smo že imeli 3 intelektualce. Eden je učil hebrejščino, da ne povemo eni državi, skratka, izobraženi ljudje. Pred 4 leti je imel v tej državi sifilis. In sem rekel, pa se v tej državi vas bi sigurno testirali na HIV. Je rekel, prepovedal sem jim testirati na HIV, ker nisem bil še pripravljen na to. In tudi 2 druga, seveda HIV ne izbira intelekta, ampak hočem reči, tudi če imaš že eno bolezen, ki te napeljuje, da imaš HIV, je stigma tako močna, da raj ne veš, da si okužen, pa še nekaj let mirno živiš, kar je seveda popolnoma skregano s pametno in neumnost za tebe osebno in za družbo. Tako da stigma je še vedno tukaj ključni problem in vedno skušamo dopovedati. Ljudje instinktno pomislijo, da gre za nalezljivo bolezen, za nalezljivo smrt, podzavestno jih ogrožajo in njihove svojce in zaradi tega se vse to potem pač porodi. Gospod Čosić, kako se boriti s to močno stigmo v družbi in ali se okuženi obračajo na nevladne organizacije, recimo na vašo Legebitro, po pomoč, kako živeti s to okužbo? Kako se boriti proti stigmi, nihče še ni iznašel recepta, nažalost v 35 letih. Tako, z čim več informiranja, izobraževanja, osveščanja, ampak to je nekako tako delo, ki se nikoli ne konča. Ljudje se obračajo na nas, tudi v sodelovanju s kliniko, kjer jih zdravniki informirajo o naši dejavnosti. Poskušamo jim pomagati na najrazličnejše načine, kot je rekel, pogosto je to profesor Tomažič, pogosto je to socialna smrt, zato res nudimo socialno, psihološko podporo in je pa res ravno, da zaradi stigme in zaradi strahu pred razkrivanjem se relativno malo ljudi od vseh teh, ki so diagnosticirani, obrne na nas. No. Kar se pa tiče stigme v zdravstvu, bi se še navezal, ne samo, da ta stigma v zdravstvu, da zaradi nje trpijo ljudje, ki so HIV pozitivni, ampak tudi
recimo preprečuje ta stigma, bom rekel, kako bi rekel, preventivo, ne? Tudi v smislu, recimo, če nisi zelo jasno MSM, da te zdravnik vidi, aha, tale je pa lahko v eni ključni skupini z višjim tveganjem, te ne bo testiral, ne? Vi ste tudi razlagali pred leti o eni gospe z podeželja in to je problem, to je tudi naloga osebnih zdravnikov pa ginekologov, oni bi mogli bolj biti osveščeni tudi pri prepoznavanju okužb, ne? Jaz sem mogel v svoji osebni zdravnici, preden sem se razkril, sem ji mogel povedati pred leti, da sem gej, zato da mi je sploh napisala napotnico za dermatološko kliniko. Tam je veliko, tudi ta stigma, neznanje. Ne? Kaj pa svetujete, recimo, ko se na vas obrne kdo izmed HIV okuženih, kako živeti s to diagnozo? Čim bolj pozitivno. Že vem, da na kliniki zelo dobro ljudi obvestijo, informirajo, kako, mi potem pa bolj pri praktičnih zadevah pomagamo. Ne? Od tega, da gremo s človekom, ki je sam socialno izoliran na kavo, do pomoči pri lažjih gospodinjskih opravilih, če jih ne zmore, spremljamo ljudi na kliniko, jaz sem kar pogosto na kliniki, ker jim je včasih težko iti in samim sedeti v čakalnici, majhen kraj, spet stigma, kdo te bo videl tam. Torej, ja, ampak zelo težko karkoli posplošujem, ker je vsak človek drugačen. Osebni pristop k vsakemu primeru. Hvala. Gospod Erker, kako nagovoriti mlade, da bi navkljub temu vsesplošnemu mišljenju, meni se pa to ne more zgoditi, razmišljali v preventivni smeri, pa kakšno vlogo bi imel lahko tukaj izobraževalni sistem, večjo verjetno, starši in okolica? Šola bi tudi v tem delu, se mi zdi, lahko prevzela eno ne samo vzgojno, kot ima tisto osnovno funkcijo, ampak tudi vlogo zgleda. V mnogo čem, po moji učitelji, ravnatelji, pa v končni fazi tudi sošolci služijo kot zgled za vedenje in če sem zdaj čisto konkreten, kar se tega našega vprašanja tiče, potem sem zelo konzervativen. Tukaj jaz mislim, da je to stalno partnerstvo eno od osnovnih sporočil ali pa ena prva preventiva, ki lahko pri mladih pravzaprav za kdaj kasneje postane tako močna, no, da pravzaprav niti ne pride do teh rizičnih skupin in seveda do vseh težav, ki so s tem povezane. Sicer pa po mojem od sistema pričakovati, da bi deloval na tem nivoju, je skoraj nemogoče. No. Šola kot taka seveda v tem delu težko naredi kaj več, kot da vzgaja. Če je seveda družba okoli te šole temu naklonjena, potem je to poslanstvo šole lahko precej bolj direktno in neposredno. Če pa je družba tista, ki pravzaprav vabi v neke drugačne rizične oblike vedenja, potem pa seveda šola zelo težko te oblike spremeni in jih, da ne rečem, celo zamenja. Ne? Tako da eno vzdušje v šoli je po moje tisto, ki lahko preventivno deluje in se mi zdi za dijake tako na dolgi rok, ne, pokaže, kako je potrebno varno živeti, bodi si na tem področju, bodi si na kakšnem drugem in kako pravzaprav poskrbeti sam zase, tudi v situacijah, ko morda pa le tvegaš oziroma se odločaš drugače, kot bi se v neki drugi situaciji. Bi pa v končni fazi tudi kot oče rekel, ne, da je tukaj vloga družine morda celo pomembnejša, spet seveda preko nekega lastnega zgleda, preko pogovorov s svojimi otroci in tako kot je bilo tudi že rečeno, da smo seveda lahko v gimnaziji v mnogočem že prepozni. Torej pri 15 letih nekatere stvari pravzaprav ne moramo več spremeniti. Lahko seveda še pristavimo nek svoj pozitiven odnos, ampak da bi pa korenito spremenil neke že privzgojene stvari, pa ni možno. In še nekaj mogoče samo za konec, ne. Tisto, kar je bistvo gimnazije, srednje šole je tisto, kar sem že prej rekel, naši so od 15 do 19. In seveda je treba slediti temu njihovemu razvoju. Do prvošolca se obnašaš, vsem bi si upal reči, popolnoma drugače kot četrtošolca. Pa ne samo, kar se tiče tega problema, ne. Seveda smo lahko zelo začudeni od prvega, torej dijakinje prvega letnika, pri katerem ugotovimo neke recimo spolne odnose zgodne, ugotovimo v smislu, da recimo poišče pomoč na svet ali kaj podobnega, da pa verjetno, če pride četrtošolc kakšno tako zadevo, se pa seveda z njim popolnoma drugače pogovarjaš in pravzaprav res lahko že svetuješ, ne bom rekel ravno odrasli osebi, ampak kljub vsemu bistveno zrelejši osebi.
Doktor Leskovšek, neko praznino čutimo vendarle v tem ozaveščanju, predvsem mladih, ki smo se jih dotaknili danes. S kakšnimi programi jim pristopate na vašem inštitutu? Pa mogoče, ali bi lahko to praznino zapolnili še kako drugače, bolj sistemsko? Glejte, približno 20 let je bilo eno zelo ugodno obdobje za preventivo HIV-a. Takrat je celotna svetovna javnost veliko govorila o tem, vzpostavljali so se programi preventive, v zdravstvu celo so odpirali na nek način mesta za strokovnjake, ki se sistematično ukvarjajo s HIV preventivo. Veliko je Svetovna zdravstvena organizacija pošiljala priporočil, formirali so se preventivni programi, komunikacijska strategija, ki je bila vedno po tradiciji usmerjena predvsem v mlade, pa tudi v ostale skupine, seveda v skupine z tveganjem. Začeli smo zelo zgodaj osveščati zapornike v Sloveniji. Nimamo v bistvu nekega tveganega vedenja, je tudi dosegljivost kondomov v teh inštitucijah. Potem smo zelo zgodaj v primerjavi recimo z evropskimi državami začeli z tako imenovanimi programi zmanjševanja škode v skupini, ki je inicirala droge. Takrat je bil to precej razširjen fenomen, za razliko od sedaj, ko so nadomestili recimo heroin, druge bolj moderne droge. Tukaj smo najbrž preprečili vnos virusa v tej skupini, tako da imamo zelo nizko prevalenco. Mislim, da lansko leto ni bilo niti enega, oziroma predlani eden, pa v 10 letih 6, se mi zdi. Skratka, delali smo programe, razvijali, osveščali in v tem nekem konjunkturnem obdobju na področju preventive vsako leto organizirali kampanje, ki so bile spremljene z plakati, z številnimi zloženkami. Razdelili smo nekaj milijonov v vseh teh letih rdečih pentel in kondomov v okviru kampanje. Potem smo se povezovali z nevladnimi organizacijami, tako da smo imeli sinergičen učinek. Ampak potem čez nekaj časa, ne vem, ali je to bila začetek krize, ali je bila to odločitev odločevalcev, da v bistvu ni več potrebno vse te materiale tiskati, da naj bi vsi dobili vse informacije po internetu. Naredila se je tudi neka kampanja po spletni strani, prenaša sporočilo ne virusa. Vendar moram reči, da prihajajo številne iniciative in povpraševanja še vedno od šol, od različnih drugih organizacij po teh materialih, ki pa so pomemben del osveščanja, vsemu navkljub. Tako kot rečeno, mi smo v teh letih vsako leto z temi ciljanimi sporočili, ki so bili vedno usklajeni, recimo sporočili prvo Global Program on AIDS, in takrat je bil tudi še newsletter, ki je delil dobre prakse preventive. Prvo smo v Sloveniji začeli seveda z svetovnim dnevom AIDS-a, potem smo vsako leto osveščali z sporočili pred počitnicami, pred dopusti. Ne vem, če se spomnite, ena zelo simpatična akcija je bila Evropa proti AIDS-u z letečim kondomom, z plakati in z sporočili na mlade, ki potujejo in seveda imajo večjo tveganje. Potem smo imeli recimo tudi nekaj let kampanjo o Valentinovo, kjer smo delili srčke z prelepljenimi kondomi v vseh cvetličarne. Skratka, te kampanje so pri nas bile kar tradicija in moram reči, da preko naših območnih enot v 9 zdravstvenih regijah z našimi sodelavci so te aktivnosti tudi zelo intenzivno potekale v vseh regijah, in po šolah, in po nevladnih organizacijah, v knjižnicah in tako naprej in tako naprej. In mislim, da so kar iniciativo potem kasneje po eni strani prevzemali tudi na terenu, če temu tako rečemo, ne. Po drugi strani so pa te konkretne kampanje usihale ze strani, naše strani, ker pa sredstva bilo vedno manj. Tako da jaz upam, da bo, kot je trend, pa se poudarja, pa ne vem, če bo do tega prišlo, da naj bi se vlagalo več v preventivo, da bomo ponovno imeli možnost spet spremljati ta sporočila z konkretnimi materiali
In na začetku, kot rečeno, smo imeli celo billboarde, kar nekaj teh malih videoposnetkov smo naredili, ki so se ki so se predvajali po televiziji. Tudi smo imeli na začetku še kar odprta vrata, recimo pri nacionalni televiziji, ampak potem se je to na nek način za spremembom družbe tudi vse spreminjalo v tem smislu, da je to pač tema, ki je predvsem aktualna v 1. decembru in tako toliko bolj pozdravljam to današnjo okroglo mizo. Skratka, pustili smo mladim, da si sami najdejo več informacij. Jaz bi tukaj še enkrat povedala to, kar vedno poudarjam. Ja, se strinjamo z vami, da je to stvar vzgoje v šolskem sistemu in da mora biti podpora od družbe, vendar opažamo, da so številne šole precej aktivne, temelječ na entuziazmu določenih profesorjev, dodatnih programov, kot rečeno zdravih šol, drugih iniciativ, vendar so določene generacije in šole, kjer ta tema popolnoma preskočena in mislim, da v tem času, kjer vse spolno prenosne bolezni v bistvu naraščajo in tudi tveganja naraščajo, da bi kljub temu bilo primerno in priporoča se recimo v 3. dekadi osnovne šole imeti nek minimalni, osnovni, sistematični program v kurikulumu, da se točno ve, kaj mladi izvejo, na kakšen način in z kakšnimi materiali. Torej, nek sistemski pristop vendarle k poznavanju in prepoznavanju te tematike. Gospod Čosić, kako pa približati, na kakšen način približati znanje, tematiko do mladih, da ne bodo to prepoznali kot teženje, pametovanje, da jim bo v bistvu ta tematika tako zanimiva, da jih bo pritegnila v smislu, aha, dobro bi bilo vedeti. Predvsem ne strašenjem, tudi z uporabo jezika mladih, treba jim pač na simpatičen in všečen način približati te vsebine. Ne. Mislim, da tako. Mi smo tudi spletno stran, ki je sicer namenjena MSM, ampak vsak najde tam koristne informacije o spolno prenosljivih okužbah, smo naredili na ta način. Jezik, ki ga ljudje govorijo, nestrokovno, sproščeno, zabavno, na takšen način. Ne. Pa, kar je zelo pomembno, tudi prej, ko smo govorili o aplikacijah, preventivo je treba vedno izvajati tam, kjer so ljudje in tam, kjer ljudje iščejo spolne stike. In če je to na aplikacijah, če je to na spletu, je tam to potrebno delati. In to tudi mi počnemo. Ljudi tam ozaveščamo in vabimo na testiranje. Torej, od brošur k aplikacijam. Vse se je preselilo na splet in na telefone. Gospod Erker, kakšen je pa po vašem mnenju pravi pristop do mladih? Vi ste ravnatelj, imate cvet izobraževalnih mladostnikov, predvsem pa zelo živahnih mladostnikov na vaši gimnaziji. Kakšen pristop mislite, da bi bil tisti pravi? Kot ste sami omenili, ste nek svetovzgled med gimnazijami, kar se tiče osveščanja. Kaj bi recimo svetovali? Dilema, ki se vedno znova postavlja, je, ali pred mlade postaviti pred obvezo ali pravzaprav v določene vsebine in prepustiti kot izbirne. In prava odločitev je tista, ali in katere vsebine naj bodo v prvi skupini in katere naj bodo v drugi skupini. Kot sem prej rekel, to zaveščanje o problemu AIDS-a v prvih letnikih smo vseeno postavili kot obvezno. V višjih letnikih vsebine, ki jih obdelamo na dnevu zdrave šole, so vse izbirne. Kljub vsemu smo se odločili, da to naj bo enkosene prisile in v tem delu seveda mladim to ni všeč. To je dejstvo. Vsaka stvar, ki mi jo postaviš kot obvezo, so že a priori protestirajo, ampak kljub vsemu očitno študentje pa znajo to narediti na način, ki ni toliko šolski, ampak pa je bližje mogoče temu, kar ste opisoval, drugačen kot tisti, ki bi ga naredili učitelji. In to je mogoče tisto osnovno sporočilo, da se generacije spreminjajo in s tem njihovim spremembam je potrebno pravzaprav spreminjati tudi ozaveščanje, promocijo, karkoli v končni fazi tudi v zvezi z AIDS-om. In čeprav sem v enem hipu pomislil, ki je dr. Leskovškova govorila, da so seveda tiste brošure spred let pošle, pa da ni prišlo do ponatisa, ampak kljub vsemu, da obstajajo pa neke aplikacije, jaz sem najprej pomislil, da bi brošure kljub vsemu bilo treba še enkrat razdeliti. Na drugi strani se pa seveda zelo jasno zavedam, da mladi pa kljub vsemu najbrž bolj ali pa več uporabljajo neke druge vrste aplikacij in pravzaprav je po moje prava stvar kombinacija obojega.
Verjamem, da toliko časa pa smo že vsi skupaj na svetu, da vemo, da knjiga kljub vsemu lepo mesto najde ali pa brošura, ne, da pa v nekem hipu je pa seveda kakšen drug način pa bolj primeren. Jaz mislim, da je kombinacija, zmagovita kombinacija za to zadevo in da je pravzaprav se treba poslužiti vseh možnih in nemožnih načinov za ozaveščanje. Nobena ne more škoditi, nikoli nobena ne bo preveč. Ja, tako. In pa nekako frekventno morajo biti, ne samo 1. decembra, ne samo 12. julija, ampak verjamem, da praktično vsak dan, vsak mesec na nek način se dotakneš te teme in skozi čas bodo mladi potem tudi dojeli prave odločitve in se znali tudi pravilno odločati. Z veseljem smo odprli danes, sredi poletja, to temo in vas vabim, da izkoristite naše današnje sogovornike za kakšno vprašanje. V tem trenutku se obračam na vas, drage obiskovalke in obiskovalci, seveda bodo naši sogovorniki na voljo tudi po uradnem zaključku te okrogle mize. Bi pa mogoče izkoristili to priložnost, mikrofon je na voljo. Ne vsi naenkrat, bomo šli kar lepo po vrsti, kdo bo prvi? Imamo že prvo vprašanje. Če boste preveč gledali na mize, bom razumela to, kot da si želite še kakšen kondom, tako da kar pogumno potem z vprašanji. Kolegica Anja, prosim. Mene zanima, govorili ste o tem, da ne strašiti, ampak po drugi strani pa kako pristopiti z informiranjem, da pa ne bi desenzibilizirali pač ljudi pred tem vprašanjem. Da bi vseeno hranili pač to zavedanje, da pa verjetno življenje s HIV statusom ni najbolj enostavno. Lahko, ja. Jaz bi povedala pač, da obstajajo komunikacijske strategije, ki so potem začele zelo poudarjati, da je zelo pomembna ciljna skupina in točno potem tudi ciljano sporočilo. Spomnim se prve kampanje oziroma prve akcije sploh od Svetovne zdravstvene organizacije, ki je imela veliko rdečo razklano srce za črno smrtno glavo. In dejansko so bile tudi prve osveščevalne akcije, če se spomnite teh okostnjakov, pa kot eni metanje kugel, ki so padali kot, kako se reče temu? Kegli. Domine, nekaj drugega. No, skratka. In so potem ugotovili tudi strokovnjaki in psihologi, sociologi, da se ljudje odvračajo od zastraševanja, ne sprejmejo informacije, ignorirajo jo, odrinejo naprej. In dejansko so zdaj ti pozitivni pristopi, vse kot omenjeno, prva mednarodna evropska kampanja, prva taka z pozitivnimi sporočili je bila ta Evropa proti AIDS-u, ki je vsebovala tudi tako imenovani potni list z takimi kartuni, prevedenimi recimo skeči na področju spolnosti, ki je detabuiziral spolnost med mladimi. To smo delili na avtobusnih železniških postajah, na takrat aerodromi, skratka vse, kar je to. In je bilo na en zelo pozitiven način sporočilo tudi za tem recimo uradno ime kondoma, nickname, koliko je povprečna cena in kje je številka helplina. In to je zelo pripomoglo k tem pozitivnim sporočilom in mladi so to zelo lepo sprejeli. Skratka, trend je k pozitivnemu, bi pa povedala, da seveda preventiva ni samo stvar biologije in informacije o prenosu virusa, ampak se dejansko začne že zelo zgodaj z neformalnim sporočilom od staršev, z potem kasneje že v vrtcu, z vzpodbujanjem asertivnosti, dobrih medsebojnih odnosov, poslušanja en drugega in potem to se nadgrajuje z leti, potem z temi konkretnimi sporočili, kajti spolnost, kot vemo, ni samo ta penetrativni spolni odnos, kakršnikoli že je. Vemo, da tudi eno od tabu tem je oralni seks, ker vemo zdaj tudi, da naraščajo infekcije z gonorejo, ampak da je v bistvu vse prej in omogoča v bistvu, da mladi začutijo, da je spolnost nekaj lepega, kar je treba negovati in tudi poudariti na partnerstvu. To je pomemben del
preventive. Potem tisto, kar pride kasneje, je potem tudi bistveno bolj samoumevno v smislu zaščite, preventive, spoštovanja partnerja in seveda tudi navsezadnje svojega zdravja, tako fizičnega kot duševnega. Če se še jaz malo preselim v zgodovino, ne, je bil čas slogan Don't die of ignorance, torej ne umri zaradi nevednosti. Zdaj bi seveda to lahko rekli malo drugače, ne stigmatiziraj se po nepotrebnem. Skratka, misli, kot je najlepše tudi, ne, ali pa ko potuješ, ko greš na kakšno zabavo, ko so okoliščine, kjer bo alkohol, kjer bo tudi kaj drugega, ko si v tujini, imej vedno eno lučko v glavi, ne, in misli na to, da lahko da boš zbolel za eno spolno prenosljivo okužbo, ki te ne bo pobrala, ne, če boš vsaj približno pametno reagiral, pa si šel testirati, pa strokovnjake pač poklical. V glavnem so vse spolno prenosljive, razen HIV-a, bolezni oziroma okužbe ozdravljive, nekatere hitro, nekatere malo pozneje, seveda so pa zoprne, pa neprijetne, pa lahko vplivajo tudi na nosečnost, naprimer klamidijske okužbe, ki so asimptomatske, pa se pojavljajo, pa imajo potem ženske naprimer probleme in tako naprej. HIV je pa seveda danes kronično obvladljiva okužba, ampak si z njo nekako zaznamovan, ne? Tako da don't die of ignorance bi lahko zamenjali ne stigmatiziraj se po nepotrebnem, ker če se boš okužil s HIV, ne, boš na nek način ves čas bo to viselo na tabo. Če jaz pogledam naših 600 bolnikov, vse jih je en delež, ker na to pozabijo, pa dost zelo normalno živijo, večina normalno živi, večina kvalitetno živi, ker ko enkrat spremljaš zdravila, so v glavnem pa, da moraš k nam hoditi, so v glavnem problemi rešeni. Ampak skozi imaš pa nekaj, kar ni, ne, kar malo moti, ne. In verjetno bi to stigmo premagali, če bi postala bolezen ozdravljiva. Ampak tudi to malo dvomim, ker naprimer ebolo, tisti, ki so jo preživeli v Afriki, so bili še vedno stigmatizirani. Skratka, ne stigmatiziraj se zaradi nevednosti po nepotrebnem. Malo misli na vse te zgodbe, ne. Čeprav seveda, danes je učinkovito zdravljenje, treatment optimizem, vse te možnosti, da imaš več hitrih bežnih srečanj. Veste, da monogamnost je itak v zgodovini vsega človeštva bila izjema, bolj kot pravilo, ne, ker izviramo živali in človek je nesmrten v človeštvu, torej, da ima veliko potomcev in tako naprej. Skratka, imamo te instinkte v sebi in družina kot celica je te instinkte premagala, ampak zdaj v tej sodobni, predvsem v tej ključni skupini, pa to spet prihaja na plan in to, bi rekel zdaj, ta način življenja je, posameznik je čedalje bolj dovzeten za okužbo. In tako, kot smo že večkrat omenili, vsi mislimo, da Coca-Colo vsi poznajo, razen lastniki Coca-Cole. Vejo, da morajo skozi vsako generacijo obvestiti, to je najboljša pijača. In to je tudi naša dolžnost, da obveščamo, da ni fajn, da se okužiš s HIV-om, z eno besedo. S tem, da oni čez celo leto osveščajo proti HIV-u ponavadi 1. decembra. Če dovolite še eno pozitivno sporočilo. Kot smo rekli, testiraj se, jaz bi pa še tukaj dodala, kadarkoli, predvsem sporočilo za mlade seveda, kadarkoli grejo ven, potujejo, morajo imeti to že s seboj. Vedno imejte kondom s sabo, kajti ponavadi se tvegano vedenje zgodi ne pred lekarno, pa ne sredi dneva, ampak je treba kondom že imeti pri sebi. Hvala, ker ste nam jih prinesli. Mimogrede, še zahvala z moje strani. Imamo mogoče še kakšno vprašanje v tem trenutku? Ja, lepo prosim. Živijo Tjaša Potiski z RTV-ja. Mene samo zanima, videli smo, da se jih največ testira, ko se največ govori o tem, torej po zimi, pa imate mogoče tudi kakšne podatke, da pa se jih največ okuži ravno poleti na dopustih, ko smo brezskrbni? Ali teh podatkov ni? Teh podatkov pravzaprav ni in če rečemo, da je ključna skupina moških, ki ima spolne odnose z moškimi, ne, res, da bolj poletne mesece potujejo po Španiji, pa v te, bi rekel, področja, kjer je še lažje
pač dobiti partnerje, pa tujina, pa vse tako. Ampak, a veste, redko se zgodi, da k nam pridejo tako hitro, da vejo, kdaj se je to zgodilo. Torej, če vprašamo naših 600, daj termin, v katerem obdobju leta, vam ne bojo znali, večina ne bo znala povedati. Ampak, gledajte, prilika delata tu in v poletnih mesecih je več prilik. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje? Sicer pa mogoče za zaključek kakšna sklepna misel. Doktor Tomažič, zdaj imate ravno mikrofon, pa bi prosila seveda še ostale sogovorce. Veliko smo že povedali, mogoče še kakšen nasvet, zdaj vsi še niso potovali. Jaz bi rekel tako, ker smo že danes slišali, da se je treba testirati na 3 do 6 mesecev, dajmo o tem tudi govoriti vsaj tako pogosto. Super, hvala lepa. Oziroma tako bi rekel, testirajte se, vse ostalo bomo storili mi. Jaz bi pa še enkrat ponovila ta stavek, ki se mi pa zdi tudi ključen za mlade pa za poletje. Tako kot ste že vi napisali, ob kopalnih, brisači, kopalkah, obvezna oprema, kondom, za vsak slučaj. Tudi če ni potem stikov, ampak je to tudi stvar v bistvu že nekega standarda na področju preventive, pa tudi sicer, se mi zdi. Ja. K nam na testiranje dostikrat pridejo ljudje, tako kot na kliniko, ki so prestrašeni. Jaz jim vedno povem, v spolnosti je treba uživati, ampak se je pa potrebno zaščititi in pa redno testirati. Torej, ne sme se pa zgubiti to sporočilo, da je spolnost nekaj lepega, ko govorimo o okužbah. Ne? Hvala, ker ste nas na to spomnili. Tudi jaz bi želel mladim sporočiti, da je spolnost lepa stvar in je pač potrebno za to lepoto tudi včasih se čemu odreči. In v tem kontekstu bi pa pač svetoval varno spolnost, bodi si s kondomi, bodi si preprost z varno izbiro partnerjev. S temi zelo jasnimi in zelo lepimi sporočili zaključujemo to današnjo okroglo mizo. V imenu STA kluba Slovenske tiskovne agencije se lepo zahvaljujem za res jedrnate in zelo obsežne oziroma jedrnate in zelo pisane odgovore, predvsem pa upam, da smo odgovorili na kakšno vprašanje in spomnili koga naj tudi to poletje, pa čez leto, pa po zimi, pa na pomlad, pa jeseni uživa in tudi pazi. Hvala lepa vsem vam, sogovorniki bodo seveda zdaj na razpolago za še kakšen odgovor in se vidimo jeseni ponovno na še kakšni okrogli mizi. Hvala in lep dan želim.